pozdrav, osnovna šola Križe. Hvala za tako lep sprejem. Aha, vidim, torej vaš vsak dan od zdaj naprej poteka takole. Zjutraj vas pričakajo navijači, vas pospremijo v razred. Ja, gledajte, vi ste zmagovalci in danes vas bomo pobližje spoznali. Malo se bomo sprehodili po vaših dejavnostih, po vaši šoli in po vzdušju, ki vlada po zmagi na malih sivih celicah. Gremo! Katarina, pri tebi pa se mi zdi, da če niso črke, so skoraj zagotovo note. Rada imaš zapise različnih vrst, igraš glasbo, rada bereš znanstveno fantastiko, izdala pa si tudi že 2 svoji pesniški zbirki. Tule imam prvo. Kaj te je navdušilo za poezijo? V bistvu, tako zelo mi je zanimivo tako pisati, spravljati svoje misli v verze noter, pa rime iskati. Kako pa je v ta svet vstopila glasba? Ko sem bila majhna, sem v bistvu želela igrati en inštrument. Potem sem se pa odločila za flavto, ker mi je imela tako lep zvok. Ja, s Katarino smo sošolke že od začetka, pa če mi pa kakšnemu predmetu kaj ne gre, mi ona še dodatno razloži. Trina je ful zabavna igrati igrice, še posebej Minecraft, kaj je dobra v njej. Katarini mi je najbolj všeč, da pripoveduje zelo smešne šale med odmori. Ena stara mama se krega s policajem in mi reče: gospa, to bo pa 50 evrov, zato ker žalite uradno osebo. Mu je pa odgovorila: kar 150 dajte, saj sem šele začela. Aljaž je ljubitelj tortilij, kriminalk in risanja, zdaj pa smo na njegovem domačem terenu. No, na igrišču. Ti pa igraš nogomet. Ja. Kako dolgo že? Igram ga že v 3. razreda, torej 7 let. Imaš kakšnega nogometnega vzornika? Ja, moj vzornik je Messi. Všeč mi je tudi, ker je pač imel bolezen, da je majhen, ampak je vseeno se ni vdal, pa je že kar treniral. Dober driblaš, dober streljaš, kaj pa imaš najraje, če se zgodi, ne vem, prosti strel, če moraš nekoga obrniti, kaj udariti z glavco? Proti napad. Se pravi, je hitrost tvoja skrivnost? Ja. Aljaž je kot nogometaš hiter, predan, nikoli ne zamuja na treninge, vedno je prisoten. Aljaž je pač dober prijatelj, veliko pomaga naprimer za šolo, če ne znamo, pač pri šoli sploh ni problema, vse mi pove, vse razloži bolj, kot kakšni učitelji celo. Pomaga takrat, ko je treba, velikokrat gremo ven, pač se družimo ful. Zelo je dober človek, res nimam besed, vse to. Zala se v prostem času rada igra s svojim psom, je strastna gledalka filmov, serij in poslušalka glasbe. Ko pa ne igraš rokometa, se rada družiš tudi s prijateljicami. Ravno kar smo igrali rokomet, malo si mi razložila, kako poteka, ker nisem ravno poznavalec rokometa. Kako to, da si se ti odločila za ta šport? Tudi, ker sem bila mlajša, sem zelo rada opazovala, pač po tekme sem rada gledala, pa sem se pa odločila, da grem tudi sama, pač trenirati mi bo všeč. Ja. Zala sva prijatelja že od 1. razreda, je zelo prijazna, dobra sošolka, pa vedno pomaga vse za šolo, pa pošlje, če naprimer zapiske, če manjkamo ali pa kaj takega. Prijazna, pa velikodušna oseba, pa ona mi predlagala, da začnem trenirati rokomet. Zala je dobra prijateljica, ker vem, da ji lahko zaupam in vedno, ko bom potrebovala pomoč, mi bo pomagala. Ravno kar se za nami odvija posebna prireditev na šoli. Katarina, kaj se dogaja? V bistvu je to prireditev ob koncu nekega dogodka, kjer je mogel vsak razred z družino prehoditi ali pa preteči dolžino državne meje. Se pravi 1482 km. Iz naše strani pa iskrene čestitke Katarini, Zali in Aljažu, ter seveda celotni ekipi, celotni šoli za zmago na malih sivih celicah!